Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Moj današnji gost je gospod Peter Slapšak. Od leta 2003 je svoje poklicno življenje posvetil financam in od leta 2006 plemenitim kovinam. Z 28, kot tudi z 29 leti je dvakrat zapored postal najmlajši menedžer med največjimi 300 podjetji v Sloveniji. V podjetju Elementum aktivno pomaga pri razvoju trga plemenitih kovin v Sloveniji. Prav tako s svojim znanjem kot mentor pomaga ekipam v ostalih državah, kjer je prisotna skupina Elementum. Leta 2009 so v podjetju izdelali prvi slovenski naložbeni srebrnik Prešeren, sodelovali pri izdaji 5 knjig iz področja naložb v plemenite kovine in organizirali 7 mednarodnih kongresov, na katerih so predavali tudi domači in tuji predavatelji, ki so bili njegovi vzorniki še iz študentskih časov. Med vsemi nastopi je najbolj hvaležen, da je imel priložnost sodelovati kot gost v studiu ob 17. in polnočnem klubu. Najbolj je ponosen, da je svojim znanjem pripomogel k internacionalizaciji podjetja v 6 državah in da so slovenski vlagatelji prvi na svetu leta 2010 dobili priložnost, da lahko shranjujejo svoje plemenite kovine v bunkerju v centralni Švici, kjer je Švicarska narodna banka imela spravljene svoje zlate rezerve med drugo svetovno vojno in vse do leta 1960. Tako kot je potrebno na pravilni način poskrbeti za dušo in telo, tako je potrebno pravilno poskrbeti tudi za lastno premoženje in svoje strategije prilagajati trenutnim razmeram. Z več kot 15-letnimi izkušnjami in z več kot 40 prezentacijami letno želi Peter Slapšak na čim bolj preprost način približati naložbe v plemenite kovine čim širšemu krogu ljudi. Saj je mnenja, da so zanimive in koristne informacije vedno dobrodošle, še posebej, če pridejo ob pravem času. 100% je, da ni nič več 100%. Zato izkoristite priložnost zase in za svoje bližnje, ter pridobite informacije iz področja, ki jih preko klasičnih medijskih kanalov ne bi nikoli slišali, prebrali ali prejeli. Običajen odziv udeležencev, kjer je predaval Peter Slapšak je: sedaj pa razumem, to je več kot sem pričakoval. Hvaležen sem, da se je odzval mojemu povabilu gospod Peter Slapšak. Pozdravljeni v novi oddaji Prebujeno srce Slovenije. Tokrat se bomo pogovarjali o denarju oziroma o financah, tema, ki je še nismo imeli. Lepo pozdravljen, Peter Slapšak. Pozdravljen, hvala za povabilo. Hvala. Trije razlogi, sva dala naslov, zakaj se o financah ne želimo pogovarjati. Kateri so te 3 razlogi, kaj bi rekel? Ja, verjetno jih je še malo več teh razlogov. Dejstvo je, da v bistvu finance so po nekih raziskavah največja tabu tema. Se pravi, večja kot politika, spolno zdravje, bolezni. Zakaj? Zaradi tega, ker verjetno nekdo, ki ima premalo denarja, se o tem noče pogovarjati, in nekdo, ki ima pa veliko denarja, pa tudi ne v principu. Tako da to je eden izmed takih, bom rekel, zelo pogostih razlogov. Drugo je absolutno tudi znanje. Premalo znanja in izkušenj v financah, čeprav vedno pravimo, največje donose prinaša ravno investicija v znanje, ampak glede na vso to hektiko, ki jo imamo v svetu, si ravno na področju financ vzamemo premalo časa, da bi, bom rekel, se naučili v principu, ali pa pridobili izkušnje. Tretja stvar ali pa razlog je pa verjetno to, da nas niso učili v bistvu že v mladosti o tem. Mogoče starši zaradi situacij se niso hoteli o tem pogovarjati, v šoli mogoče, vsaj ker smo imeli veliko predavanj, so tudi rekli, mi nimamo usposobljenega kadra, da bi o tem učili. Mogoče pol, ko pa prideš v neka leta, ko že operiraš z denarjem, imaš pa tudi kakšno slabo izkušnjo in pol tudi se o tem, bom rekel, ne pogovarjaš. Tako da to nekako so te glavni razlogi, zakaj. Torej, denar je energija. Jaz vedno pravim, ni ne dober, ne slab, mi mu damo zaradi naših vzorcev nek predznak. Denar te bo pokvaril, moraš ga dati za denar, trpeti za denar, moraš se razdajati, ne vem kaj vse, pač smo poslušali, a ne od doma. In vsi ti vzorci na neki ravni vplivajo, kako bo človek ravnal z denarjem, kako se bo odzival na denar ali pa obilje, bova rekla. Mogoče kakšne so kakšne tvoje izkušnje z tega področja? Ja, v prezentaciji dostikrat uporabljam eno, bom rekel, formulacijo, ki nasprotne, bom rekel, poslušalce vprašam, se pravi, dokončajte stavek. Se pravi, denar je.
pa počakam. Ne? Ali pa, če bi imel denar, bi. Ali pa, bogati ljudje so. Ne, in v bistvu, če si tudi sami, ko poslušate te formulacije, dajte si odgovor, ne, na te tri, bom rekel, dokončajte stavek in boste dejansko videli pri sam sebi, kakšne imate vi vzorce v denarju oziroma globoka prepričanja. Kajti, če boste na te tri vprašanja odgovorili, bom rekel, negativno, ne, bogati ljudje so sigurno prišli nek tak čuden način do denarja. Če bi imel denar, bi ga itek zgubil, recimo. Izikam izigov, ne? Ja, izikam izigov. Se pravi, to pomeni, da imate v sebi znotraj neke vzorce, ki vas v negativo vozijo. In raziskave so pokazale, da tisti, ki ima negativne vzorce o denarju, ponavadi ima tudi nižji povprečni standard. In dajmo se čisto pragmatično vprašati, kaj je bolj za nas, a da imamo negativni vzorc ali da imamo pozitivni vzorc. In neka logika, vsaj zame, je, da če imaš ti pozitivni vzorc, sicer ti ne pomeni, da boš ti zdaj prosperiral 110%, ampak boš boljš funkcioniral kot nekdo, ki ima negativni vzorc v denarju. In tu dejansko pač povprečni dohodek ljudi z pozitivnim odnosom do denarja je višji. Zakaj ne bi delal na tem? Tudi, če si imel slabe izkušnje. In če pogledamo, danes smo pač v tem trenutku. Za nazaj lahko spremenimo? Ne moramo. Dajmo se vprašati, kaj lahko naredimo od danes naprej bolje. Točno to, ja. Torej, denar je energija, kako pa zdaj razporeja denar? Ti si tudi svetovalec v Elementuma, kjer tudi svetuješ ljudem, si tudi predaval na različnih konferencah, dvakrat zapored postal najmlajši menedžer med največjimi 300 podjetij v Sloveniji, kar sem tudi povedal v napovedniku. Tako da imaš veliko izkušenj z tega področja. Kaj bi rekel, kako zdaj razporediti v teh časih svoj denar? Ja, dejansko se bom rekel, denarjem ukvarjam od 22. leta, se pravi zdaj že dejansko 20 let, 90 letji. Najrajši povem iz izkušenj, v principu. Vse nekega posebnega navodila ni. Najbolj pomembno je, vsaj z mojega vidika, da vsi pogledamo tako, da ko dobimo prihodek, takrat je najlažje dati nekaj na stran. Ne takrat, ko je že vse porabil. Tako da vedno, ko dobimo prihodek, dajte na stran 10% za te vaše, za rezervo, pa mogoče če lahko še kaj za te dolgoročnejše cilje in potem za temi 80-90% naprej razporejate. Mogoče si boste lažje, prišli skozi, če si mesec razdelite na 4 dele, mogoče na 4 tedne pa še malo. Tako da tukaj v tem kontekstu probate delovati. In ne biti, bom rekel, jezni na sebe, če vam ne vratal prvi mesec, pa drugi mesec, pa mogoče tretji mesec, ampak ko se boste pa navadili, vam bo pa to v bistvu zelo preprosto. To bo prišlo, zlezalo vam bo pod kožo. Tako da, dajte probati. Tudi naredite si mesečne prihodke in odhodke, se pravi, spremljajte vaše finance, gledajte, kaj se dogaja. Ker v bistvu z, bom rekel, 20% dejanj lahko vplivate na 80% stvari. Znano Paretovo načelo in tudi v financah verjamem, da boste najdli, da samo malo treba spremeniti, pa se vam bojo stvari popolnoma drugače, bom rekel, obrnile. Tudi v tem cajtu, tukaj danes. Torej, ne rabimo mogoče toliko velikih sprememb ali pa drastičnih, da bi dosegli nek rezultat. Pravijo, počasi se daleč pride. Tako je, korak za korakom. Ja, je pa pomembno, da vedno delate korake. Najhujše, če ostanemo na mestu in rečemo, joj, nič se ne da več narediti. To je zdaj konc, pa inflacija je, pa COVID je bil, pa zdaj še ta kriza, pa cene hrane bo šle gor. A nam bo to kaj izboljšalo situacijo? Ne bo. Obrnimo ploščo, v principu, kaj lahko naredimo. A lahko mogoče še kaj zaslužim dodatno, se kaj naučim, da v bistvu tako, ko imam zdaj razporejeno premoženje, da ga, bom rekel, kako še bolj optimiram, pa da mi potem ne bo treba delati toliko za denar. Ne vem, kdo je točno že rekel, se pravi, težje je delati 30 dni za denar, kakor en dan ali pa eno uro se učiti o denarju. Tako da zato pravimo, znanje je moč, investirite ves čas v znanje. Točno to, ja.
Okay, kako pa izboljšati odnos do denarja? Dobro vprašanje. Ja. Ja, zdaj, če delaš iste stvari na isti način, ne boš nič spremenil. Tako da je treba najti en drug način. Se pravi, ena varianta je, začnite brati knjige o denarju. Ker tukaj noter je veliko zanimivih stvari. V podjetju Elementum smo tudi izdali 5 knjig na temo plemenitih kovin, na temo upravljanja z denarjem. Eno izmed njih, zelo luškana, 2 Gorenca o šparanju, je knjiga tako za otroke na eni strani, kako otroke učiti o denarju, na drugi strani, kako upravljati denar. Se pravi, ena varianta branja knjig. Druga varianta, obstajajo tudi tečaji, se pravi, ki organizirajo različne institucije, ali pa kakšni spletni tečaji. V podjetju Elementum imamo Elementum Akademijo, kjer je veliko takih informacij o denarju. Poglejte si, bodite radovedni. Tretja zadeva, ki se mi pa zdi tudi taka dobra, vprašajte uspešne ljudi. Se pravi, pojdite na kakšna predavanja, kjer uspešni ljudje predavajo. Saj ni nujno, da je predavanje prav o denarju, ampak da vidite, kakšen način življenja imajo. Ker mogoče lahko rečejo tudi, da denar je posledica. Denar ni, ker če ti delaš za denar, še mogoče ne bo ta prav način. V bistvu ti naredi ljudem nekaj dobrega in denar bo posledica, ker bo prišel. In če več narediš dobrega ljudem, več boš imel ti denarja. Torej delaj dobro in denar je samo posledica. Ja, nekako jaz gledam na ta način in kar funkcionira. Deluje, ne? Deluje, ja. Odlično, ja. Ok, bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Hvala. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost Peter Slapšak. Pogovarjava se torej o financah, o denarju, o naložbah. Vendarle ne v Sloveniji, pa tudi po svetu imajo ljudje slabe izkušnje o denarju, ne vem, o nekih naložbah. Ali nas lahko to v bistvu blokira? Ja, če imamo tudi kje drugje slabo izkušnjo, nas to potem blokira. Je to dejansko z nami pri nekaterih do konca življenja. Ampak mogoče je dobro, da vsako slabo izkušnjo vzamemo kot šolo, v principu. Tako da ja, v Sloveniji smo imeli veliko takih slabih izkušenj. Ena izmed temi je bila zdaj čisto nenazadnje, ko je bila zaprta Sberbanka 3 dni, če se ne motim. In so že panika ljudje. Ogromno naših strank nas je poklicali, res, to je problem, v principu. In tudi ogromno ljudi se je zdaj odločili in dejansko prestavljajo sredstva iz banke v druge naložbe, ogromno v plemenite kovine zdaj tudi. Tako da to je gotovo ena izmed slabih naložb. Mislim, slabih izkušenj, ne naložb. Tako da tudi v preteklosti v Sloveniji je bilo ogromno takih raznih, bom rekel, catch the cash zgodb in ljudje potem nimajo več zaupanja. In potem, ko jim dejansko nekoč predstaviš res dobro ponudbo, dobro stvar, bom rekel, ja, hrajš bom pustil tako, kot je. In če pustimo tako, kot je, če se ne prilagajamo situacijam, lahko pa tudi veliko stvari izgubimo. Se pravi, primer danes imamo situacijo, ko so recimo obrestne mere na bankah med 0,1%. Nekje za višje zneske celo negativne. To govorimo nominalno. Če bi upoštevali pa inflacijo, zadnji podatek je, da je v Sloveniji 6,9% inflacija na letni ravni. Se pravi, imamo tukaj praktično v enem letu garantirano bomo na kupni moči izgubili 6 do 7% statistično. In vsakega do zdaj, ki sem vprašal, a je bilo 100 evrov vrednih pred 5 leti več ali manj, je rekel, več, sem več kupil, kot danes. Koliko bo pa 100 evrov vrednih čez 5 let, več ali manj, lahko kupil, manj. Se pravi, moraš nekaj narediti, ker denar na banki v tem trenutku realno izgublja na vrednosti. Je pa res, da v številkah 100 evrov je še vedno 100 evrov, ne izgubiš. Če imaš pa ti pravo strategijo, pa lahko ravno vse te naložbe, ki tudi nihajo, recimo za to pa srebro, si pa lahko izkoristiš sebi v prid. Ta cost average efekt, da mesečno kupuješ. Tako. In to je v principu zelo preprosta stvar. Sam moraš investirati čas, da to slišiš, da to razumeš, da ti to nekdo razloži in potem lahko to uporabiš celo življenje. Jaz sem recimo to spoznal
pri 22 letih. Ne? In to me je res potegnilo, fasciniralo, ne? Kako lahko za dvema strategijama pri enakih nihanjih na trgu, v enakem obdobju, pri enakih cenah, prideš za enak vložek skupaj do boljšega rezultata ali slabšega. Ne? Wow, rečeš. In sem rekel, ok, take stvari, ki jih mogoče drugi ne poznajo, je pa moja naloga, da jim povem naprej. Ne? In to dejansko že skozi delamo in informacija je tista, ki človeku potem pomaga. A jo bo on izkoristil ali pa ne bo, je pa na njemu. Ne? In tudi prevzel odgovornost, a bo izkoristil ali pa ne bo. Ne? Definitivno. Ja. To pomeni mesečno vlagati, recimo 50-100 evrov, recimo kdor lahko, si privošči in potem čez en čas se nabere. Ne? Ja, večina ali pa zelo veliko Slovencev že mesečno varčuje. Ne? To je zelo pohvalno v različnih naložbah. Tudi fajn je, ker bom rekel, Slovenci smo zelo varčen narod generalno v Evropi in tudi smo bistveno manj zadolženi, kot recimo večina narodov v Evropi. Ne? Je pa res, da je dobro, da se vedno vprašamo, kje varčujemo. Ne? A bo ta moja naložba v naslednjih 5-10 letih ta prava strateška. Ne? Ali danes so določene naložbe, kjer varčujem, precenjene ali so podcenjene in kaj lahko naredimo. Ne? Ker, bom rekel, obstaja ena zelo preprosta stvar in ponavadi nekaj, ki je bolj preprost, je boljš. Tako je ponavadi. Je tako imenovana trisektorska strategija razpršitve premoženja. Ne? To večina ljudi bo to mogoče poznala s tem, kako so Židje včasih razporejali premoženje. In še vedno to v principu se počne. Tretjina naj se da v nepremičnine. Tretjina naj bo v bankah, tretjina naj bo v plemenitih kovinah. Ne? Mogoče danes, ker je več vrst naložb, se to še malo bolj lahko prerazporedi, ampak v bistvu osnova razpršitev je najbolj pomembna. In potem samo med temi sektorji ali pa tretjinami gledamo, kaj je predrago in pa kaj je poceni. In tisto, kjer je predrago, zmanjšamo to tretjino in gremo v drugo naložbo. In recimo ravno pri teh tretjinah, če bi gledali v zgodovini Slovenije, odkar smo samostojni, bi zelo lepo videli, kako se je splačal kolobart po domače. In to je recimo ena takih stvari, ki je fajn dobro se pozanimati, spoznati in pol tudi gledati in reagirati. To pomeni, da vi v podjetju lahko že prilagajate in potem razporejate ta kapital ali kako? Ne čistko, to mora posameznik, ker v bistvu v Elementumu smo specialisti izključno za plemenite kovine. Ampak zelo radi pač povemo naše izkušnje, kakšne so, ali pa izkušnje drugih, zato da lahko stranka mogoče dobi malo širši pogled. Ker, bom rekel, plemenite kovine, kakor jih mi vidimo, to so bili vedno temelj finančnega sveta, ali pa temelj gradnje premoženja. Ker v zgodovini je najprej bil recimo srebrni standard. In v bistvu države so izdajale denar na podlagi, koliko srebra so imele v rezervah. Tudi zelo dolg časa recimo so imeli srebrni standard v Dubrovniku, Dubrovniški republiki recimo. Potem je srebrni standard nadomestil zlati standard. Se pravi, da kolikor si ti izdal denarja, si mogel imeti ga pokritega z zlatom. To je bilo v Ameriki do leta 1971, ko se je zlati standard ukinil, ker so enostavno preveč printali denarja, imeli so previsoke javnofinančne primanjkljaje in bom rekel, države, ki so bile vključene v ta zlati standard, so želele v bistvu zamenjati dolarje v zlato. In ker je bilo teh zahtevkov preveč, je Nixon ukinil ta zlati standard. Zanimivo je, da je bila to izjava začasno ukinjamo. Ampak še vedno je to zdaj že 50 let od ukinitve. Tako da začasno je zelo, bom rekel, tak raztegljiv pojem. Tako da, sami morate širšo sliko dobiti, se na tem področju izobraziti. V podjetju Elementum vam res lahko damo najboljše informacije na področju plemenitih kovin in tudi samo ponudbo. Odlično. Zakaj pa dosti ljudi še ne verjame v neko perspektivno prihodnost, kaj bi rekel? Na katerem področju? Recimo, glede financ ali pa nekega obilja, recimo. Jaz mislim, da so to res te pretekle izkušnje, ker enostavno določene finančne krize se pojavljajo v ciklih.
nekje zdaj v zadnjih 30 letih smo res imeli 2-3 močne finančne krize in to nekako ljudi tudi paralizira. Ne? Ja, bi rekel, da je to umetnost producirano, kako bi rekel? Jajn je en tak nemški, jajn ne. Mislim, da je nekaj gotov, da določene trge upravlja v bistvu malo, bom rekel, finančnih institucij. Ne. Bom rekel, dejstvo je, da je žal svet precej bolj centraliziran, kot si mogoče mi predstavljamo in da lahko, bom rekel, premaknejo trge različnih, bom rekel, ali surovin, ali delnic, ali posamezne delnice, par večjih institucij. Ne. In če oni lahko to premaknejo trge, ne, lahko tudi, ker imajo svoj profitni motiv, ne, tudi pol tako delajo, da oni največ potegnajo ven iz tega. Bogati še bolj bogati, revni še bolj revni. Lahko vam recimo povem en primer, banka JP Morgan recimo, ne, oni zelo šortajo na srebru konkretno. Ne. Kaj to pomeni? Da v principu to je finančni instrument, kjer ti srebro papirnato prodaš, nimaš ga v fizični obliki, zaveza, da ga pa kupiš nazaj. Ne? Se pravi, matematična operacija je nula, ne? Ampak ko ti prodaš, ti zbijaš ceno in če pa kupiš nazaj, boš naredil profit. No, zato pa je dodatno razliko, ki se je ustvarila, dobiček, je pa JP Morgan kupoval tudi fizično srebro. In oni so zdaj dejansko ogromni lastniki fizičnega srebra. Ne? Tako da to je recimo ena izmed takih zanimivosti. Ne? Ja, zato je fajn imeti znanje, da malo vidiš, kako se stvari obračajo dejansko. Ok, kakšne so pa razlike pri zlatu, pri srebru? Tudi kako ga dojemamo danes, kako mogoče bomo v prihodnje dojemali? Ja, zdaj bom rekel same plemenite kovine v začetku, kako jih dojemamo. Ne? V Sloveniji nimamo take tradicije kupovanja plemenitih kovin, kot recimo v Avstriji ali pa v Nemčiji ali pa v Švici. Ne? Tako da naš namen je še vedno izobraziti ljudi, zakaj sploh imeti plemenite kovine. Potem večina ljudi je še vedno mnenja, wow, če hočem imeti jaz zlato pa srebro, moram imeti sigurno ogromno denarja. Jaz to ne morem, ne? Jaz nisem dosti bogat, da bi to imel. Ne? To ni res. Ne? Ali pa imajo, bom rekel, v glavi, joj, to je pa res zakomplicirana zadeva, ne? To ni zame. Tudi to ni res. Ne? V principu je zlato, srebro zelo preprosta naložba. Seveda je pomembno, da veš, na kakšen način kupaš, kako boš odprodal, kjer so naložbene palice, ta pravih kovnic in tako naprej, ampak to mi vse z veseljem razložimo stranki, ne? Ali pa vse to je na elementom akademiji že. Če pa greva potem malo globje, kaj je zlato, kaj je srebro, kje je ta glavna razlika, ne? Je pa v tem, da se zlato kopiči. Ne? Se pravi, 90% vsega na novo nakopanega zlata gre v zlate palce, zlatnike, nakit, ne? In to se kopiči. Samo 10-20% gre pa v industrijo, se pravi za industrijske izdelke, sicer v zelo malih enotah, delih, tako da to je pri zlatu. Pri srebru je pa glih obratno. Gre pa 80% srebra v industrijo in pa samo 20% gre v naložbene srebrne palce, srebrnike. Ne? In ta del industrije bo v naslednjih letih zelo povečalo povpraševanje, ne? Ker to je v glavnem v elektroindustriji, v solarnih celicah. Ne? In recimo električnih avtomobilih je je 3-krat več srebra, kot v navadnem avtomobilu. Torej bo šla cena zdaj gor, glede na to, da gremo na elektriko. Če se bo povpraševanje povečalo, ne? Ja. Pa če imamo omejene zaloge, je pa neka logično, ne? Posledica spet, ne? Višja cena. Definitivno. Torej bi se splačalo kaj dati, ne, noter zdaj. Absolutno. Plus, bom rekel, zgodovinsko gledano, vidimo, da je inflacija v povezavi z zlatom in srebrom, bom rekel, kombinacija, kjer v času večje inflacije je zlato in srebro vedno ohranjalo kupno moč. Tako da zato se mi zdi pomembno kaj več zvedeti tudi o inflaciji in o zlatu in srebru. Definitivno, ne. Torej pomeni, saj ohranjaš premoženje, če že ne ga povečuješ. Ne? Tako. To pomeni, da lahko recimo tistih 100 evrov je še vedno enako ali pa celo več vredno potem, ne? Čez kakšno leto, dve. Lahko en zanimiv podatek povem konkreten, ne.
odkar imamo evro, ne, je kupna moč evra v primerjavi z zlatom upadla za 85%. Ne. Se pravi, mislim, da je evro nekje od 1999. leta, se pravi nekje 23 let, je izgubil, se pravi, za 85%. Ne. In v principu vse papirnate valute do zdaj v zgodovini so izgubljale kupno moč proti zlatu in srebru. Ne. Se moramo postaviti vprašanje, ok, kaj pa zdaj, od zdaj naprej? Ne? A bo se isto dogajalo? Mislim, da ja. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu države zaradi vedno konstantnih javnofinančnih primanjkljajev morajo dodatno se zadolževati. Kupci so zdaj centralne banke. Od kje pridejo centralne banke do denarja? A jim ga mi damo, ne? Ne. Oni skrijejo nov denar. Natiskajo, ne? Zato pa je vedno manj vreden. Ja, ne? Inflacija. Zdaj niti ne več natiska, zdaj že digitalni. Ja, zdaj gremo v kripto počasno. In v principu, ko pravijo, zdaj bo pa nek digitalni dolar, pa digitalni evro, nič nav drugače, vse je že v bistvu digitalni. Papirnatega denarja je zelo, zelo malo. In če pogledamo, zelo preprosto, če imamo mi malo nečesa, ne, je ogromen vreden. Ne? Če bi bil na svetu sam en diamant, neprecenljivo. Ne? Če je nečesa ogromno, je nič vredno. Ne? Če bi bilo milijarde diamantov, ne bi bili nič vredni. Ne? In v bistvu to zdaj z denarjem se dogaja. Če ga je preveč, ker ga preveč printajo, bo zgubljal na vrednosti. Ne? Zlato in srebro sta pa omejena. Ne moreš ga ponarediti, ne moreš ga skopati več, kot ga je v zemlji, skratka je omejena zadeva. In še tudi druga razlika, se pravi, zlato se kopiči, srebro se porablja. Ne? In dejansko, ker je recimo v enem avtu danes toliko malo srebra, recimo okrog 30 do 40 gramov, je trenutno strošek pridobitve nazaj skozi reciklažo tega srebra v avtu previsok. Ne? Zato se ga toliko tudi ne reciklira. Recimo zlato se lažje reciklira, ne, iz nakita, ure. Se stopi pa na novo uporabi. Je finančno bolj donosna, ne, pri srebru pa še ne. In tudi to je en razlog, da se splača danes v srebru dati večji poudarek, ker bo vrednost, če bomo hoteli to reciklirati, mogla zrastati. Mogli pa bomo reciklirati zaradi tega, ker ga bomo potrebovali zaradi svojih lastnosti. Definitivno, ja. Zelo zanimivo. Bova nadaljevala čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost Peter Slapšak. Velika anekdota, ne? Obstaja tudi o zlatu, srebru, lahko kakšno zaupaš? Ja, res je. Glih pred kratkim sem prebral, sicer ne za te zadnje olimpijske igre, ampak poletne na Japonskem, ki so bile, so organizatorji rekli, da bojo medalje, se pravi zlato, srebrno pa bronasto, pridobili skozi reciklažo. In je bilo to super dobra ideja v principu, no, ampak dve stvari sem zvedel, ne, se pravi, da sama zlata medalja ni iz čistega zlata, ne, da je v principu iz srebra, ki je potem prevlečena z zlatom. Ne. Druga zadeva je pa, da v bistvu so imeli ogromne težave dobiti reciklirano srebro. Ne. In če imam ta prav podatek, ne vem, a so rabili preko 1 milijon prenosnih računalnikov reciklirati, da so dobili dosti srebra za same medalje olimpijske. Ne? Tako da dejansko lahko rečeš, se pol je pa srebro skoraj bolj redko že, ne, kakor samo zlato. Ne? In tudi cena pol zaradi tega bi mogla biti precej višja. Ne? Zanimivo, ja. Tako da ja, srebro je potem tista perspektiva za prihodnost. Ja, tudi bom rekel, v Elementumu, ko smo res začeli analizirati zlato, srebro, tudi recimo platina, paladi, ki nas stranke sprašujejo, ne, smo prišli do tega, da naš favorit je v principu srebro. Čeprav je danes najcenej, ne, pravijo, pa mogoče ga ljudje najbolj smatrajo za najmanj tako plemenito kovino, ne, ampak v principu to je največji, za moje pojme, največji biser od teh kovin. Ne. Zakaj? Ker če pogledamo malo številke, ne, na leto se izkoplje približno v tonah, glede na zlato, 7-krat več srebra. Oziroma rekel samo 7-krat več. Ne? In če nečesa 7-krat več, bi po eni kmečki logiki ne moglo biti 7-krat ceneje. Ne?
trenutno je pa srebro več kot 70-krat cenejše od zlata. Ne? In zanimivo je, da v zadnjih 55 letih, ne, smo imeli določena obdobja, ki je bilo to sorazmerje nižje. Recimo 1980 je bilo to sorazmerje 1:15. Ne. Leta 1991 pa preko 1:100. Se pravi, ko smo se mi osamosvojili, ne, je bilo srebro 100-krat ceneje, leta 1980 pa samo 15-krat ceneje. Zanimivo. Tako da je zelo fajn, da ste pozorni, kako to sorazmerje niha, ker v teh 55 letih se je splačalo v bistvu zamenjati zlato s srebrom, pa srebro z zlatom 15-krat. Ne? In če bi to delali, bi lahko v bistvu ekstremno povečali količino plemenitih kovin brez dodatnih nihanj. Ne? In to je pa ena taka posebna strategija, kjer, bom rekel, v podjetju Lumentum smo ji dali še posebno, bom rekel, mesto, ker eno je, ti lahko klasično kupaš plemenite kovine, drugo se pa lahko odločiš za strateški nakup. In glede na to, da mi gledamo srednje do dolgoročno pri investicijah v plemenite kovine, ne kratkoročno, ne, lahko tudi ta sorazmerja obrnemo sebi v prid. Ne. In kakor sem rekel že, ljudje velikokrat precenjujemo, kaj lahko naredimo v enem letu. In podcenjujemo, kaj lahko naredimo v več letih. Ne? Ali je to pri športu, ali je to v službi, ali je pa pri varčevanju. Ne? Vsi bi radi hitro zaslužili. Ne? Ja. Pa noben mu ni dosti 2%, pa 4%, pa 8%, vsi bi radi 50% na leto. Pri teh kriptovalutah je zdaj to zelo. Sam, če gre lahko hitro gor, gre lahko tudi hitro dol. Tukaj so velika nihanja. Tako je. In bolj pomembno je pa, da imaš strategijo, da strateško gledaš na svoje premoženje, na svoje investicije, in tukaj imamo pa mi lahko kakšen zelo zanimiv nasvet za vsakega. Zelo zanimivo. Kaj pa vendarle, če se dotaknemo še teh modernih kriptovalut, kakšno mnenje imaš o tem, mogoče kakšen del samo dati, tisto, kar lahko zgubiš, recimo, ali pa kako imaš tukaj? Zdaj v bistvu tako nekako gledam, tudi ko se pogovarjam. Jaz gledam te, ki vlagajo, ali pa ki jih res zanima kripto svet, jih zanima tudi tehnologija, absolutno. Ampak glede na taka nihanja, to moraš biti res stalno pri stvari. Ti moraš gledati v ekran 10 ur na dan, gledaš, wow, gor, zrastel, padel, super, kriza. Skratka, ta hitra nihanja razpoloženja. Pri zlatu pa srebru je pa bolj tako, rečeš, zdaj sem pa razporedil zlato pa v srebro, vem, da je to varna naložba, da bo ohranjal kupno moč, mogoče še zelo malo dodal, zdaj pa je zaradi tega manj skrbi, pa več časa. Tako da v bistvu tukaj vidim to glavno razliko. Težko napovem, a bojo obstale, ali bo to prihodnost plačevanja. Mislim, da v bistvu glede na vso premoženje, ki je na trgu, verjamem, da ta kriptosvet bo obstal. Ker vsem tudi mladi so ga praktično posvojili. In spet mu rekel, največja varnost je razpršitev premoženja. In tukaj še vedno o tem ostajam. Pomembno je imeti delaš v plemenitih kovinah, delaš v banki, delaš v nepremičninah, tudi delnicah, tudi kripto. Pomemben je pa, da tja, kjer bom rekel, vlagaš svoj denar, da to naložbo poznaš in pa da lahko kadarkoli greš tudi ven iz te naložbe, da lahko odprodaš. Tukaj, kar se pogovarjam z veliko ljudmi, ki imajo v kripto, imajo nekak problem odprodati, ker ni jasna davčna zakonodaja, pa kako je kupil, pa kje, a je trgoval ali ni trgoval, skratka je tukaj kup enih vprašanj. Tako da za moje pojme je to preveč zakomplicirano. Si bolj pristaš teh, ja. Da imaš v roki nekaj. Tako, ja. Okay. Super. Koliko so pa ti procenti, recimo, kako razpršiti, koliko v nepremičnine, koliko v zlato, srebro, koliko v kripto, recimo, koliko banka? Tako, kot sem rekel že vmes, se pravi, probaj poenostaviti. Bom rekel že, da so poenostavili tako, da so dali tretjina v nepremičnine, tretjina v banko, tretjina v plemenite kovine. Se pravi, mogoče tako rečemo, ta del, ki je v nepremičninah, je tudi lahko zemlja, kakšne umetnine, kakšne take zadeve.
To, kar je banka mišljena, bi tu dodal delnice, skladi, zavarovanja, pokojninski stebri, kripto. Plemenite kovine bi pa razdelil pač med zlato pa srebro, ki so tudi, bom rekel, najbolj likvidni, najbolj poznani. Tako da tukaj vmes se pa vsak sam mogoče najde bolje, ne? In to, glede na prihodnost, ki je pred nami, se mi zdi, da taka strategija bi bila nekako najbolj varna tudi. Tako da nekako na ta način človek razprši seveda, svoje premoženje in potem tudi nekako lahko mirno spi, bo rekla. Okay, kaj pa recimo še za ta zaključni del, ne? Kako vidiš v bistvu ta finančni trg prihodnosti še malo, kako dejansko, kaj se bo še dogajalo na trgu, ne? Recimo tako, po tvojih izkušnjah dosedanjih, kaj si v zgodovine se naučil, pa glede na to, kar se dogaja, kaj pričakuješ? Tako bom rekel, glede na to, kaj se je dogajalo pred 2 leti ali pa v zadnjih 10 letih. Mi nismo v svetu, kjer se normalne stvari dogajajo, ne? Ni logike, da so negativne obrestne mere toliko dolgo obdobje. Ni logike, da se države toliko zadolžujejo. Tudi ni logike, da je toliko javnih dolgov. Ni logike, da je toliko intervencij, bom rekel, s strani centralnih bank držav. Skratka, danes ne živimo v nekem takem, bom rekel, realnem svetu, ne? Ker je vse preveč nekih popravljanj. Tako da jaz mislim, da bo to prišlo za nami in da dejansko bojo naslednje generacije, tudi naše in naslednje, plačevale za napake v preteklosti. Tako je bilo tudi v zgodovini. In da se bo to izkazalo skozi inflacijo. Se pravi, zaradi preveč denarja, preveč intervencij bo vrednost denarja upadla. Recimo v zadnjih 200 letih je 65% razvitih držav bankrotiralo, vsaj enkrat. Ne? Se pravi, bankrot ni nič kaj posebnega, ne? Bom rekel, kot stvar. Res je, da v zadnjem času mi tega nismo več navajeni, ampak če bo šlo tako naprej, se bomo tudi na to mogli navaditi. Tako da jaz pričakujem povišano stopnjo inflacijo, razvrednotenje denarja in absolutno polagam vsakmu, da naj razmisli, kako bo zaščitil svoje premoženje pred tem. In zgodovina je pokazala, tudi pred 30 do 40 leti smo doživljali inflacijo, se pravi v 80 letih v Jugoslaviji, in smo vedno recimo dinarje menjali za marke, recimo, ali pa dinarje menjali za šilinge, ne? Danes je ta menjava, zamenite evre v zlato, zamenite evre v srebro. To je moj nasvet in tudi verjamem, da se bo zgodovina ponovila in po enem takem zaključku bo vedno nov začetek in takrat je dobro, da imamo realno premoženje, ki ga bomo investirali pa v tudi nove, še bolj zanimive stvari, ki nam bo prineslo še lepše življenje, še boljše odnose in bom rekel, bomo za eno izkušnjo še bolj bogati. Super. Je pa tudi zlato likvidno, ne? Se ga da tudi kadarkoli prodati, zamenjati za denar, ne? Ja, res je, v bistvu zlato v zadnjih 100 letih, 1000 letih si vedno lahko zamenjal, ne? Res pa je, da je dobro, da bom rekel, kakšno zlato imate ali pa kakšno srebro. Se pravi, da imate zlato, srebro, kovnic, ki imajo tako imenovan good delivery status. Tukaj potem vam bo najlažje pri odprodaji, ker imate navedeno čistino, veste, da če ne boste ga tle mogli odprodati, ga boste pa lahko drugje. In ravno zaradi tega so odkupne cene bistveno boljše, kot recimo, če odprodajate nakit ali pa kakšne v bistvu zlate palice nepoznanih kovnic. Tako da majčken statistik, mislim, majčken te analize je treba narediti, ampak če imate naložba na zlato najvišje čistine, 999,9 ali pa srebro 999, težav ne boste imeli pri odprodaji. Odlično, odlično. Mogoče samo še kakšna zaključna misel za naše gledalke, gledalce glede naložb, strategije? Kaj naj rečem, kakor sem rekel na začetku, ne, najboljše donose prinaša investicija v znanje. Tako da dajte se izobraževati in potem vam bo kot posledica te investicije bojo vam tudi druge naložbe prinašale bistveno višje donose, kakor bi drugače. Super. Hvala, Peter. Hvala, da si... Hvala za povabilo. Ja, z veseljem, tako da se še kdaj srečava, ne? Super, hvala. Ja. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije.
Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.